ne ujameva se po karakterih, ne, totalno sva si različna. Saj on me malo motivira, jaz njega vlečem malo nazaj in skup nekako najdeva ravnovesje. Ne, žal, ne več. Črna sem šla, ker ne, mislim, rečem, da grem domov, absolutno. Črna je zame dom, zmer. Sam vračam se bolj malo, to me malo muči oziroma muči. Pač tako je življenje, druge stvari so se nam dogajale zdaj v zadnjem času in nisem utegnila priti. Tina, a si srečnejša danes, kot pa takrat, ko si zmagovala? Ne vem, kako ti naj to odgovorim. Srečnejša, zakaj? Sreča je ena stvar, ki jo ustvarjaš. Zdaj, takrat smo ustvarjali več časa zmage. Niso bile tisti dan. So se ustvarjale prej, ne? Tako da skozi čas 4 dni mi je malo premalo, da bi bila zdaj toliko srečna zaradi tega ustvarjanja v 4 dneh, ki smo ga naredili na Kopah skozi ta kemp. Pač poklicno ustvarjanje, če me sprašuješ, ne. Tudi osebno? Osebno je druga plat. Srečnejša osebno sem bolj zdaj kot takrat, ker imam doma eno super hčerko, ker sem lahko bolj ženska, kot sem bila takrat, ker ne rabim, ne vem, za vsako ceno iti čez svoje telo, ker se lahko ustavim večkrat, kot sem se med kariero. Pač med kariero ti daje nekako glavo, da vsaka prepreka, ki jo srečaš, je treba preskočiti, ne, na en način ali na drug in ne bom tega naredil, skoraj da ne obstaja. Razne, ne, parkrat sem to res naredila in se je prav fajn čutilo to, da nisem naredila nekaj. Se pravi, ne bom šla na štart svetovnega pokala. To je za nekoga, ki je tekmoval v svetovnem pokalu, nekaj abstraktno. Mislim, ne obstaja. Sploh ne pomisliš, da bi to lahko naredil, ampak enostavno greš na štart, ne glede na vse, ne, kaj se ti dogaja. Ampak enkrat v karieri nisem šla na štart. Zaradi določenih stvari, ki so se zgodile, nisem šla čez sebe iz principa, ker sem rekla, to je pa preveč, tega se pa ne grem. In ko sem čutila to in nisem šla, sem bila ful čudna. Vsem, sam sebi ne. Ampak stala sem za tem svojim ne bom in nisem šla čez sebe takrat. In je prav tako, če čutiš, da ne gre, pač ne gre. Ko pomislim na te, vidim eno močno žensko, ki je bila ogromen del svojega življenja, v bistvu naciljena k nekim ciljem, nekim številkam, nekemu napredku, nekim zmagam, stopničkam. Ne zanima me to. Zanima me, kako Tina Maze, ko je tega več ni treba, živi danes. Zato dobrodošla v podcastu Koroškega radia. Ja, hvala, Špela. Dolgo smo se pogovarjali, da se srečava, da posnameva nekaj prijetnega zate, za tvoje gledalce ali poslušalce in za ljudi, ki jih imam jaz res v srcu vedno Korošce. Tako da vem, da sem malo zbežala iz Koroške, ampak Koroška ne zbeži iz tebe, ne? No, tudi o tem bova govorili, koliko je dejansko Šečurjanke v tebi, kaj je recimo Italija spremenila v tebi in te stvari. Danes sva v bistvu na Kopah, kjer si končala svoj drugi Ski Academy tabor v objemu pohorskih gozdov. Okolje je prelepo, očitno se rada vračaš. Domov na Koroško, živiš v Italijanski Gorici. No? Ja, malo živim, na več krajih živim, ne samo na enem, ampak ko se vrnem tu v te gozdovi, ta hribovski zrak, ko te zvečer zazebe, kar se ti na, ne vem, v Gorici ali pa na morju nikoli ne zgodi, ne, in poleti sploh ne. Je nekaj krasnega in glih zaradi tega mogoče tudi tak tabor na Kopah, ker ima tako strukturo, kjer omogoča določene treninge, plus mi omogoča, da se vrnem na Koroško
tam, kjer sem dejansko pač začela svoje korake. A veš, ko rečejo, ko se staraš, se vračaš k svojim koreninam? Ne govorimo zdaj, da smo stari. Ja, ampak ni to nobena težava. Zadnje čase res prav rabim to. Italija je super, veliko stvari sem se naučila, veliko stvari sem se spremenila zaradi Italije in njihove kulture, ampak določenih stvari prav čist drugačna sem. In se večkrat, in ta koroška stvar pride ven vsakič, no. Moj karakter, moje stvari, tudi če ima malo dialekta italijanskega, karakter ne gre, nima govora, ne, tako da en fajn miks sem po moje, zato ker imam stvari, pa ne samo koroške, slovenske navade so delovno vztrajnost, se ne pritožujemo, damo glavo dol, če je treba in delamo za nekaj doseči. Kar se mi pa s temi našimi slovenskimi navadami ni zgodilo, je pa to, da bi bila samozavestna, da bi bila kdaj tudi arogantna v dobrem smislu, suverena, boljša beseda, ne? Da nimaš da si lahko to, kar si, no, ker v Sloveniji se mi zdi vedno, da so nas malo bolj glavo dol, da si nek na sredi, da ne boš preveč izstopil in to je fajn. Zato, ker takoj, če si malo preveč naredil, je bilo, si že bil čuden, ne. Medtem ko v Italiji pa imajo, ena krasna stvar je, včeraj smo se s tvojo prijateljico Natašo, ko vem, da tudi njej je všeč Italija, smo se pogovarjali, kaj imajo. Italijani nimajo nobenega filtra in so dejansko to, kar so. V Sloveniji včasih imaš občutek, da imamo vedno neki vmes, da nišči zihar, pri čemu si, da je vedno še neki odzadaj za temu, kar nekdo govori. In to je tisto, kar sem jaz začutila pri Andreji prvo, ki je bil pač trener, zdaj imamo družino, da ni nič vmes, da je pošten, da ti pove v faco na lep način stvari, ki pač ne grejo, stvari, ki grejo. In Italijani so taki neposredni in to mi je bilo v bistvu vedno všeč, ker sem pa dejansko bila to, kar sem pač. Dejansko Slovenka, Črjanka je tudi malo Italijanka. Zdaj, če se ločimo po... Zaznamovalo me definitivno. Sigurno vidim stvari drugače, ker sem jih doživela, ker sem živela tam, ker vidim, kako oni funkcionirajo. Humor, mislim humorja italijanskega, pravi, da en jezik znaš, ko razumeš humor, ne. Jaz ga razumem, pa ne čist totalno, da razumem vse, ne. Še vedno mi manjka en košček. Kako si se pa italijanščine naučila? Te je to Andreja naučila? Ne, nič me ni Andreja. Jaz sem se naučila zaradi tega, ker njegovi prijatelji niso govorili nič slovensko. Kljub temu, da živijo v Gorici, se pravi Stari Gorici. Ne reče se Stara Gorica, ale Gorica. Se pravi Gorica in Nova Gorica. To podarjajo ful radi Goričani, italijanski, da ni Stara Gorica, ampak je Gorica. Basta. Pač lokalne opaske. In on je imel dva prijatelja, ki nista govorila nič slovensko in jaz sem bila tam z njimi na večerjah, oni so med sabo govorili kava jaz, malo so mi prevajali, bili so mi zabavni in skozi to sem rekla, to ne obstaja, da jaz ne bom znala tega jezika, hočem se naučiti in sem pol začela sama se nekako učiti tega. Medtem, ko sem brala stripe Topolinota. Aha. Ja, Topolino, Mickey Mouse. Tako. Pač skozi stripe sem se naučila in nemško in italijansko. Skozi stripe. Malo nemščine sem imela že v gimnaziji, ampak pa sem dodala upgrade za stripi. A lahko rečeš, da se ti je življenje po končani profesionalni karieri čisto obrnilo? A lahko rečeš, da ti je na nek način profesionalni šport ipak vzel nekaj oziroma te prikrajšal za neka spoznanja in doživetja, ki si jih kasneje doživljala in jih še? Ne, prikrajšal me po moje ni za nič. Hvala temu, da sem bila na primer v tistih najbolj, po moje, najbolj vihravih letih,
najstniških letih mi niso vzeli treninga in sem se lahko... Vedno mi ostane v spominu to, da me en trener, ki ga vedno pohvalim, ko sem imela maturantski izlet, pustil, da grem na maturantski izlet in nisem rabila iti na trening reprezentance, ker je razumel, da mogoče že toliko manjkam v šoli, nisem dovolj s svojimi vrstniki izven športa in me je rekel, ok, ti greš na maturantski izlet, lahko greš in sem jaz v tistem maturantskem izletu, ni da smo ga žurali, absolutno, ampak sem nekako doživela gimnazijo, evo. Bila sem z njimi konkretnih 7 dni, evo. In to me še zdaj veliko pomeni, ker se mi zdi, da nisem zamudila nič. A si danes bolj prizanesljiva do sebe? Ja, znam se ustaviti po moje prej, ne rada grem več čez svoje ritme. Jaz sem zelo umirjena oseba, taka čutljiva, umirjena, bik sem, rada sem v miru. Ne rabim nekih aktivnosti skozi, da bom jaz v redu. Jaz sem v redu, ne vem, iz nič lahko, ne. Medtem ko šport, moraš pa skozi neki. In v odnosu z Andrejo, on je trener, je Owen in on skozi neki more, vse mu je prepočasi. In skozi neki, treba skozi neki in jaz, ali me lahko pustiš, da sem jaz v mojem umiru, pa če je to počasen, pač. Glavnem, v športu sva se v tem našla, ker jaz sem lahko sledila njegovim smernicam, sem mogla biti aktivna, sem rada bila aktivna, sem tudi mogla ogromno trenirati, zdaj pa včasih ne rabim tega in ja, ne ujameva se po karakterih, ne, totalno sva si različna, se on me malo motivira, jaz njega vlečem malo nazaj in skup nekako najdeva ravnovesje. Ja, mislim, videla sta skup ustvarila nekaj najmočnejšega na svetu. Koliko je to pol, ko se ta športna karijera, ko se ta ritem dopolnjevanja, ki ustvari največ, kar je mogoče, prekine in živita sam kot partnerja? Težko je. Ful. Ker nimaš nekega cilja več skupnega, ne. Mislim, zdaj imamo hčerko, ki je skupni cilj, pa ni temu, ker ni cilj to življenje, to je po mojem drugače, ne more biti cilj, ampak je ena točka, ki nas združuje, za katero smo skupaj in za njo živimo, delamo, se premikamo. In otrok je, ne moreš ga primerjati s športom, ampak je skupna točka najina zdaj. In v bistvu, zdaj mi gre kar na jok, v bistvu je še bolj važna, ne, kot medalje. Absolutno. In je lepo, ne, za žensko je to fajn, ja. Enkrat si rekla, da je biti mama smisel življenja. To je smisel življenja. Ja, absolutno. Jaz sem si vedno to želela. Zakaj? Zato, ker, ne vem, sem bila stara mogoče 10 let, ko sem imela svojo sestro, pa sem bila že takrat na nek način mama, ker sem bila toliko starejša od nje. Ampak pa sem še vedno pač tekmovala, hodila okoli po svetu, imela aktivnosti tam, tekmo tam. Skratka, nikoli nisem bila doma, no. In tako sem ti rekla prej, sem tip, ki je umirjen, ki ne rabi en kaos skozi, kar pač vrhunski šport in uspehi ni. Tam je kaos, ker se skozi nekaj dogaja, ker imaš ono, ker imaš tretjo, ker imaš četrto in ko si ti naredil, greš že druga. V glavnem skozi je nekaj vrti in potuje in spreminja in ja, pač familija je čisto druga sfera, je bolj umirjena stvar. In to mi paše. To ti paše? Ja. Človek je spekter, ali pa ne vem, ko bi rekel, mara tisočih predalov. Moški odpirajo eno, mi pa vse naenkrat, ne? Čuti o tem. Si rekla, moški odpirajo eno. Eno, pa jo zaprejo. Ženske pa vse odpremo. Hotela sem te vprašati, kater predal je Anuk odprla v tebi? Katere predale? Kaj je prinesla? Ljubezen. Ta pravo. Ne vem, moški...
Andrej je tak, da se ne rad stiska in jaz to tako pogrešam, da mene on stisko, pa me noče, ker je pač skozi svojo življenje neki dal skozi in je mogel postati kamen, masi, po slovensko je kamen, še piše se tak. V glavnem, Anuk pa ne, to pa se skr stopiš, ne, in meni to ni lepšega, da se stiskamo. Je, najlepše. In to je tisto, kar me je tisto predalo, končno, ko se lahko stiskamo v nedogled. Ampak ne bo šlo v nedogled. Ja, se to! Zdaj kriza postaja, ker odrašča. Tako da zdaj sem mogla Andreja naučiti stiskati. Ja, ti ima kavno neki. Masi izbuce. In vse to, recimo v partnerstvu, a se je ljubezen, brez ljubezni ne bi bilo. Ne. Tega ne moreš, ne gre, sam sebi ne moreš lagati, niti lažje drugemu, ampak a je dejansko, ne vem, pri vama v partnerstvu, da skozi leta se učita sprejemati napake drug drugega, jih odpuščati. Ja. Kakšno vprašanje imaš ti? Težka. Zoprna? Ne, niso zoprna. Niso zoprna, so pa globoka, ampak pač, ja, po pravici ti povem, da ne vem, kje smo. Ker jaz kot športnica, jaz se rada gledam, oziroma mogoče se me je to malo ustavilo, ker kot športnik si dnevno mogo se analizirati, kaj si naredil v redu, kaj si naredil narobe. Jaz res mislim, da sem kot oseba postala najboljša verzija sebe, kar sem lahko. In ne mislim, da sem lahko še boljša, oziroma... Ko si rekla, da... Če izhajam iz sebe, se toliko dobro poznam, da če me nekdo ne sprejme tako, kot sem, ker nisem nič drugega kot to, kar kažem, se mi zdi, da pol pač ne morem več dati. A se razume to, kaj govorim? Ker če izhajaš iz sebe, lahko daš sam najboljš, ne moreš dati slabo. In ko jaz pol vidim, da kdo me narobe razume in mi da neke stvari, ki magari nisem to, tam mene pol pač ustavi me in pol se ustavi pogovor. In to me kar, mislim, ni mi fajno. Da te nekdo drug ne bere to, kar si. A misliš, da niso to prevelika pričakovanja od ljudi? Itak jih gojimo, pričakovanja so v bistvu težka in slaba stvar. Ja, v bistvu od drugih jaz sploh ne morem, mislim, to, kar mi je jasno, nekdo drug ne more tebe brati, kot si ti, ne. Tako da, kaj bomo mi od drugega zdaj? Kaj on čist drugo lahko vidi, kot to, kar si ti. In v tem je čist, kaj so pol odnosi. Ti si to... Odnos lahko imaš sam s sabo. Moraš ga imeti, najbolj odkritega. Tisti je tisti, ki... In moramo delati na sebi. In športniki delamo non-stop na sebi. Ko si rekla, da te nekdo ne prebere, recimo, ne vem, vprašanje, kaj je največja zmota, ki jo imamo? Korošci ali pa Slovenci, ali pa ljudje od Tini Maze? Ne vem, pa moš ti meni povedati. Kaj si ti misliš o meni? Povej. Kako naj jaz tvoje misli berem? Ja, ko si rekla na začetku, da biti Črjanka, za Korošci, vemo, mislim, je ena posebna vrsta ljudi. Mislim, dobro. Vsak se lahko od vas kaj nauči. In potem si govorila o italijanski neposrednosti, brez filtra. Jaz mislim, da ti to imaš od nekdaj v sebi, ki jaz vidim, kar je dobro. Ja, nisem nikoli se pretvarjala. Jaz sem probala vedno biti. Res pa je, da v obdobju mladosti, ko si ne upaš biti to, kar si nisem upala biti jaz in gledaš nekoga, ki je to naredil, pa pol ti ponoviš tisto, kar je on naredil, pa si kopija nečesa in to ni okej. Ti se lahko učiš od nekoga, ampak bodi ti.
Ne? In v tem smislu, pol, ko enkrat odrastemo, se mi zdi, da smo mi smo, mislim, prav dobiš eno uzemljitev, ok, to sem. In to se je meni zgodilo pri 25 letih, prej sem bila pa, kje sem, nisem niti vedela, kdo sem. Iskala sem se, ne, se mi zdi, da tudi možgani in telo je narejeno za to, da se iščemo in po enem določenem letu kot ženska, ne vem, za fante, ali pa mogoče nismo niti ženske vse iste, je bistveno lažje in je fajn. Tako da, če mi še enkrat reče, bi bila še enkrat 15 let stara, tudi če ne. Kmalu bo pa Anuk 15 let stara in vem, da je tudi normalno v športu, trenira smučanje. Tudi. A ji želiš, najbrž ji želiš to, kar si ona želi, ampak tudi najbrž ne boš imela toliko močnega vpliva, da bi rekla ne. Ali pa ja, se bo sama odločila. Kaj bi položila na srce? Jaz bom sam držala se linije, da to, kar so dali moji starši meni, da če bom nekaj začela, da sem to končala. Se pravi, ja, lahko je težko, lahko bo zelo težko, lahko bo prišle težave, ampak bomo tam, da jih rešimo in da gremo naprej. Zaenkrat je še zelo mlada. Vse, kar si želim zdaj v tem trenutku, je to, da se nauči čim več stvari, ker v teh letih več informacij, ko dobi, boljše je za njeno življenje naprej. In ko so v teh letih, jim lahko daš marsikaj tako, mimogrede. A si popustljiva mama ali si stroga mama? Ne, nisem stroga. Mislim, odvisno kdaj, če pride do... Ona je zelo pogajalski človek, ne, tako da... Dokler je to igra, pa meni je to ok, pa stop. A tudi, ne, vemo, kaj je bil včasih neuspeh, kaj je danes za tebe neuspeh? Neuspeh. No, v bistvu ni neuspeha, ne, tako če razmišljam. Kaj pa uspeh? Tudi ga ni. Je pot. Ne. Je vse, mislim, uspeh je en trenutek. Tako neuspeh je en trenutek. Mogoče en trenutek, ena sekunda. Če smo že pri smučanju. Sekunde so me zaznamovale in sekunde me še zaznamujejo. Jaz se zavedam vsake sekunde, če se dam v tekmovalni mood. Ko sem dala palce čez palce, jaz vem, kaj je sekunda, ker sem mogla priti do sekunde hitrejša od ene ta druge, ali pa stotinke. Včasih sem se celo stotinkam igrala. Nezavedno, ampak tak sem vedela, koliko časa rabim za priti nekam. Se pravi, 2 minuti smučanja sem vedela, koliko rabim iz štarta do cilja. In vem, koliko sekund smo bili zdaj tu. Neskončno je to, ne? Da si mi delimo 4 dni nekega kempa tu, en z drugim, jemo zajtrk, kosilo. To je ful časa. Vsaka sekunda šteje, ne, na koncu. In ko priješ do neuspeha, naslednji korak je, da ga pretvoriš in greš naprej. Se pravi, pot je važna. Kaj je cilj danes? Cilj Včasih je bil... Cilj danes je zaščititi družino in da bomo zdravi. To je cilj. A misliš, da lahko zaščitiš? Zaščititi družino. Zaščititi, da naučiš v bistvu soočanja z življenjem, bolj kot zaščititi. Nisem pravo besedo uporabila, mogoče ja. Treba se naučiti, tudi prebavljati, prenašati, preživeti neuspehe. Včasih, nekje sem poslušala, si rekla, da si pisala. Da si se na ta način v bistvu spucala. Pisanje je bili moj sogovornik, ki me je vedno poslušal. Imam rada ljudi, ki me poslušajo, pa ko vidim, ko me nekdo ne posluša, pol... kaj govorim, če me ne poslušaš. In tam dnevnik je bil moj, žal nisem imela, Andreja ni dober poslušalec. To sam je dober šef,
je dober trener, zelo dober, ma ni dober poslušalec. In v tem smislu jaz sem vedno pogrešala, da me nekdo sliši, zato sem pisala dnevnike. In dnevnik je bil moj kako se reče, auspuh. Ja. A ne pišeš več? Auspuh. Ko imam res krizo, začnem bolj pisati. Zdaj ne pišem dosti. Mnogo ljudi piše. Ja, vem, pa ne vem, nimam niti časa, ampak rada pišem. Pa ful je zanimivo, kako te pol pisanje popelje nekam, ko sploh ti kam grem, ne? In je kot ena knjiga, mislim, pa sploh ni nujno, da je to realnost, ampak to kar, ko se začneš poslušati, noro, kaj naše misli, naša glava lahko ustvari. In moraš, ne? Ko snežna krogla. A imaš shranjene dnevnike? Ja, neki ne. A jih kdaj odpreš za nazaj? Ne. Ne? Ne. Jaz mislim, da je to tisti trenutek, ki pol čez 10 let ni več važen. Ampak v tistem trenutku pa bil važen. Jaz vidim to bolj kot izpušni plin, ki gre ven in ga ni več. Ni fajn. In dejansko gre. In gre. Gre, ker je bil napisan. Ampak če ne bi bil napisan, kam bi šel? Tam noter bi ga pletli. Ne? Zato dnevnik je super stvar. In zato tudi otroke na kempu učim, da je dnevnik njihovo ogledalo. Da naj dajo ven svoje misli, svoje občutke, da se skozi to spoznavajo. Seveda ni fajn, da pol nekdo drug jih bere, ker tisti, ki bere, tako zdaj, ko se mi da poslušava, ti lahko mogoče eno stvar interpretiraš drugače, kot jo jaz mislim, ker nisi je doživela, kot sem jo doživela jaz. In v tem je ful pol lahko problem, če nekdo nekaj prebere in ne razlaga si na način, kot je pisal pisatelj. Ne. Ena, recimo, bolj pomembnih stvari, ki jo položiš na pot svojih hčeri, kaj pa sebi naprej? Za naprej? Veš, kot mame se razdajamo, ne. Sam daješ. In ja, kot športnica sem bila res jaz, ne. Važna. Kot mama nisi več važna, ti. In to opažam, da se moram kdaj vrniti v sebe, da alo, tudi ti si tu, ne? In to je v redu, mislim, proces je, ne? Saj normalno, da se razdajamo otrokom, pa jim dajemo svojo pozornost, ampak ne smemo pozabiti na sebe. Nikoli. Ker otrok rabi, partner rabi neko srečno osebo, ki mu daje, da ne moraš pa ves čas dajati, ne. Kje se recimo nafilaš nazaj? Na kempu tukaj. Pa na vodi, na vetru? Vodi, na vetru, v gorah, gore, noro. Morje me ne napolni več toliko, če nisem na windsurfu ali pa, ampak gore, hribi. Pogrešam in včasih sem šla poleti v zimo, ne, smo šli dol in meni ta vročina, zdaj, ki postajam, je skoraj malo preveč in mi res paše priti na kope, kjer se shladim vse, glavo. Ok, smo bili zelo aktivni, zelo delovni, ampak vseeno narava, hribi, veter, mrzu, mraz, zvečer, rosa zjutraj, ko greš hoditi bos, paše. To paše. Ja, tako da te stvari, tudi zaradi tega ta akademija, hočem se malo vračati k sebi tudi, ne, da delam stvari za mojo dušo. Vračaš se. Da se pač, ja. Ja, a se vračaš recimo v Črno, greš na obisk ali rečeš, da greš domov? Ne, žal, ne več. Črna sem šla, ker, ne, mislim, rečem, da grem domov, absolutno. Črna je zame dom, zmer. Sam vračam se bolj malo, to me malo muči oziroma muči. Pač tako je življenje, druge stvari so se nam dogajale zdaj v zadnjem času in nisem utegnila priti, ko sem pa na kopah pa obvezno. Postojanka Črna, tako da sem vesela, da imamo kemp tu, zato ker pol vem, da bom prišla na Koroško. Da bi šla pa sam na štrudel pa juho pa? Ne, niti ne.
Gremo malo nazaj v ženskost. A se bojiš staranja? Staranja in... kaj naj ti rečem? Če me že vprašaš, pa moram zdaj o tem razmišljati, pa tudi, če ne bi bilo čisto v redu. Se bojiš mene? Ne. Kako je živeti s 15 let starejšim partnerjem? A imam prav? 16. 16, okej. V upanju še zvedno, da se bo malo umiril, pa se še zdaj ni. Odkrito. Čistim se za... Jaz sem res umirjen človek, in on ni. In Allah mi ni. Allah smo umiru. Skupaj funkcionira. Ja, valjda, to rabim. Lih to rabiš. Pa ne, jaz hočem veselo vprašanje, ampak ste eno od vprašanja. Čak malo, me vprašaš od staro, da mi hočeš staro, veselo vprašanje. Ne gre to? Ne gre, ne. Kdaj si nazadnje jokala zaradi sebe? Zaradi sebe? Ja, ker se ti je nekaj zgodilo in nisi mogla predelati drugače, kot da si enostavno zjokala. Včeraj, ko me je Borna spraševal ena vprašanja na temo otrok, moje karijere, ne vem, in se mi pol ustavi tu. Veš kaj je, skozi kariero si nisem pustila, ali pa sem bila toliko močna, da niti ni prišla do mene ta čustvenost. Hladen si, močen si, moški so močni in mogoče tudi zaradi tega kdaj ne jokajo, ker so res fizično močni, psihično močni. In pa ko jokajo, mislijo, da so švoh, ne. Sam ni to tako. Mislim, jok je šibkost. Dovoli si biti šibek, ne. Ampak v širokem pogledu to ne pomeni, da si. Mogoče si v tistem trenutku si dovolil biti, pa dati nekaj ven. In zdaj jaz nimam več te... Lahko sem to, kar sem tudi zdaj in si dovolim tudi biti čustvena in daj jokati. In me hitro zadane zdaj. Takrat me pa ni med kariero, ker si nisem dovolila biti čustvena preveč. Si najbrž tudi nemočna. Zato, da lahko v bistvu greš, ko... Mislim, res so bili redki trenutki. Predvsem, ja, moraš biti sproščen, da si lahko dovoliš jok z nekom ali pa da te on vidi, ne vem. Pred kom lahko jokaš? Zdaj mi je vseeno. Včeraj ta snemalec Borna, ki je z nami snemal, mislim, on je taka vprašanja ni novinar, ampak me je postavljal taka vprašanja, tako izviral iz sebe in nekaj me je vprašal, ne vem kaj. In sem ga videla, da izvira iz sebe. In meni je to bravo, ne. In kaj, in pa sem jaz začela, jaz sem sva oba jokala, v redu je, da pa jokimo. Vsaka, lej, svaka ti čas, dan si obratil triplo salto, ne vem kaj je pokazal mulcem. Mislim, občutljivost ne pomeni, da si švoh, ne. Pomeni, da si šel večkrat čez občutljivost in dosegel nekaj. Jaz sem ful občutljiva oseba in sem šla ogromno krat čez to občutljivost. Ja, a zdaj si pa to dovoliš? Ma ja, se tudi ne rabim iti čez zdaj, ne. Tako da. Ne boš me spravila v jok zdaj, no. Ne probati. Kaj hočeš, vem, da hočeš. To je super za gledalce, poslušalce, jaz si pa želim, da se ti smeješ. Smej se, česa si želiš pravzaprav zase, te vprašam. Zase. Kje imam? Recimo Petra Majdič ona razlaga, da je pomembno, da si človek postavlja cilje. Za en teden, za eno leto, za 5 let. A je to res? Veš kaj, jaz sem imela letos cilj, recimo po zimi, bile so olimpijske igre v Cortini, da mislim, res si rabimo postavljati cilje, neke športne, predvsem športniki. Jaz mislim, da rabimo neke cilje, kaj bomo naredili, ker pol se na bazi tega pač organizira pot. In cilj je pot. Se pravi, kaj zdaj? Nimam več svetovnega pokala, nimam več olimpijskih iger, nimam kaj bom zdaj si dala za cilj. Ne vem, lahko se vpišem na en maraton, lahko se vpišem, da bom osvojila, ne vem,
1000 šake v Dolomitih, da bom preplezala, ne vem, 7. stopnjo. Neki cilje imam, ja. A je kjer tako normalno, veš? Normalen. A tako ti misliš? Mi, ko te gledamo. Veš, kaj normalen cilj bi bil, da bi šla vsak dan hoditi 1 uro. A to je normalen cilj? To je normalen cilj, pa ne grem. A se ti ne zdi normalen cilj hoditi 1 uro na dan? Eko. To je čist normalen cilj, pa ne grem. Ker ti ni treba. Eko, ker mi treba. Kaj ti pa je treba v življenju? Počutiti se dobro, ne? Da si srečen sebi. Če imam 5 kilogramov preveč, mi ni fajn, ne? Kar jih imam. Ampak za jih dati dol, moraš hoditi 1 uro na dan. Pa ne grem. Ker mi je v redu. V redu mi je, a veš, ne rad, mislim. Ne vem. Ampak cilji, kot so plezanje, me ful matrajo za naprej. Želim si plezati malo več. Ampak za plezati 5 kilov ti ne pomaga. Da. Prvi cilj bo hoditi 1 uro na dan, pa bomo šli pa plezati. Ok. Za konec mogoče, ne vem, katera muzika ti požene kri po žilah? AC/DC. Katero knjigo To si Anuk posluša. Super, bravo, In Mati. zdaj, če zadnjič pridem v Črno in AC/DC igrajo. En band iz Italije, iz Milana je prišel v Črno, igra AC/DC. A lahko še boljš. Fajn je bilo. Bereš kaj? Katera knjiga si nazadnje prebrala? Jaz sem ful slab bralec. Ne berem rada. Kar mogoče ni v redu. Tako da ja, bi mogla kaj brati. Kaj bi si najraž prvošla za jesti zdaj? Nič, ker sem glihkar dober steak pojedla tu na Kopah. Domači bik od Boštjana, to je bilo wow. Jaz misliš? Glihkar sem pojedla. Zdaj si sita, ja. Ti me pa ohrani. Kaj bi ti? Kaj pa rada spiješ? Odvisno. Kaj bo na mizi, riba ali rdeče meso? Okej, smo prvinu. Ja, Odlično. pica, pivo. Ja, to je to. Zdaj pa sam res, 27 vprašanj, da zaključimo. Korošica, Črnjanka, svetovnega formata, mislim, kaj več ne bi mogla v življenju narediti, pa vseeno si tudi ti sam človek, sam ženska in mati, kar je največ, kot sama praviš, da doživiš. Dej ti nekaj Korošcem za finiš lepega povej, dej nam eno kost, dej nam... Kaj naj vam povem, da vas imam rada, da je vedno fajn priti na Koroško. Evo, zdaj smo spravila v jok, to ne velja. Ja, lej, to je to, ne bom več olepševala, ker pa se ima jokale obede na koncu. Hvala, Tina. Hvala, Špela. Da si vzela čas za nas, Korošce, tudi mi imamo tebe radi. Hvala, da smo to izpeljali. Hvala vam.